normalno, da smo se prvo dobro regenerirali, tekma konec koncev ni bila toliko naporna, ker je Rudar prejel rdeči karton. Mislim, da nam je to omogočilo dosti lažje tekmo, da smo lahko na koncu tekmo mirno pripeljali do konca. Sam pa mislim, da smo se dobro pripravili tudi za nedeljšnjo tekmo z nekoliko lažjimi treningi. Mura v tale dvoboj z nami prihaja z remijem proti Olimpiji, mi zmago iz savinjsko-šaleškega derbija. Dvakrat smo tega našega tokratnega nasprotnika letos že premagali, ob tem nismo prejeli niti zadetka. Če k temu dodamo, da igramo na domačem dvorišču, smo nekakšni papirnati favoriti. Kako, Mitja, tole vlogo papirnatega favorita upravičiti tudi na zelenici? Ne bi govoril, da je kakšna prednost na naši strani glede favorita. Mura je dobra ekipa, to je pokazala tudi v spomladanskem delu v teh zadnjih tekmah. Verjamem, da bo tekma zanimiva, tako kot sta bile z njimi obedve do zdaj, da lahko pričakujemo tudi kar lepo število gledalcev in verjamem, da bo, kot sem rekel, tekma zanimiva do zadnjega trenutka. Naš tokratni nasprotnik je Mura, nogometni klub, kjer je Mitja Lotrič pravzaprav nogometno zakorakal. Tudi krivec si, da smo prišli do tistih 3 točk v Fazaneriji. Je tale dvoboj z Muraši zate nekaj posebnega ali gre vendarle za obračun enako vsem drugim? Seveda je nekaj posebnega ta tekmo, vendar konec koncev bojni se borimo, skupaj smo na lestvici. Na tekmi moraš pozabiti to, kje si odraščal, kje je to bilo. Zahvaljujem se pač Muri za vse, kar je bilo, spoštujem Muro, vendar trenutno smo v Celju in treba igrati za svoj klub. Lepšega vabila tako za gostujoče navijače kot tudi domače na nedeljski dvoboj tule na stadionu z Dežele ob 14:30. Kot je Mitja Lotrič, si pravzaprav ne gre predstavljati. Mitja, povabi tako ene in druge na tale derbi. Ja, verjamem, glede na zadnje rezultate obojne ekipe, da lahko pričakujejo lepo igro z veliko zadetki. Tako da vabim vse gledalce na tekmo in naj pridejo in nas spodbujajo.